Dobrodošel popotnik na novi avanturi. Odpravljamo se v izredno zanimivo Indonezijo in čeprav naju v tej epizodi še ne bo spremljal pri najinih dogodivščinah, pa je tako imenovan vlog nič že najina stalnica v vsaki novi popotniški seriji, saj je izrednega pomena in prava zakladnica uporabnih nasvetov za vse, ki se odpravljate v Indonezijo ali kamorkoli na daljšo pot z letalom. Z vami deliva uporabne trike, travel hacke in destinacijsko specifične informacije, da je potem vam lažje na poti in ne odkrivate tople vode. Dobrodošli v uverturni vlog nič popotniške serije po Indoneziji. Hejho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč in začenjava z novo dogodivščino. Kot omenjeno v uvodu, to je epizoda nič, v kateri vam bova dala poln koristnih informacij, spremljali pa boste lahko najino pot, torej iz Slovenije do Džakarte. Trenutno se že nahajava na zagrebškem letališču, iz katerega letiva oziroma štartava. Letela bova do Dohe, torej do Katarja, kjer imava v bistvu kar 9-uren prestop, let do tja pa traja 5 ur. Potem tam prestopava in greva iz Dohe v Džakarto. Ta let je pa še daljši in sicer traja kar 9 ur. Tako da vožnja bo kar dolga, zelo naporna in v bistvu vzela nama bo slabe 2 dneva. Letiva s Qatar Airways, ki veljajo za majčkeno bolj prestižno znamko letalske družbe, tako da se bo pustila razvajati od spred pa od odzad. Prvič greva na backpacking trip, kar bo sploh zanimiv. Ponč. Kaj je? To ne ušlo. Ja, ne vem. Tole pakiranje je... Malo majhen ruzak imaš za celo tole pojstlo. Ne, jaz celo poslo spravim sem not. Sem not. Ne vem. Jaz malo obupujem. Po mojem bomo gledati kaj stran. Kaj Ponč, ko si mi toliko naložil? Sin ti popotnik. Ti popotnik. Mene popotnika, poglej. Ko so mi 2 bumbarja. Vsi na letališču imajo kavčke, samo mi 2 bumbarja sva z ruzeki. In pa sicer nimava še nekega točnega plana, ampak okvirno sem mislila pogledati ta glavni otok Java in pa Bali. No in kaj lahko pričakujete v tem vlogu? Za vse tiste, ki še nikoli niste leteli na kakšno tako daljšo destinacijo oziroma na neke te čezoceanske lete, vam bova prikazala to izkušnjo. Torej pač ja, 2 dneva potujeva v Indonezijo in ta pot je zelo dolga, ampak v bistvu, če si to vzameš kot doživetje, se lahko med samo potjo tudi zelo zabavaš. Tekom vloga vam bova dala tudi uporabne informacije glede potovanja v Indonezijo in pa seveda bova vključila tudi kakšen travel hack za backpackanje. Slav skvat je ready. Zdaj prvi nasvet za vse vas, ki prvič potujete z avionom malo bolj daleč, sploh ve punce, vas gledam, ja, tudi ti, ja. Midva sva danes taka cigančka, ampak vse to je z razlogom. Dajmo pogledati. Gospodna majica. Ja, letalo leti kar visoko v zrak, kar pomeni, da je mraz, tako da obvezno je fajn, da imate kakšne dolge hlače, kakšno spodnjo majico, kakšno, ne vem, jopco, da vas ne bo zebal, ker ja, zna kar mraz rad. Obvezno morate gojzarje obuti, zato ker v ta velikem kovčku ni placa, tako da jih moraš imeti na sebi. No, prva agenda, ko prideš na letališče, ko si na backpacking tripu, je, da moraš vse te vrvice, vse strepe, v glavnem vse, kar stran visi, moraš zavezati na ruzek, zaradi tega, da ne potegne v kakšen ta konvoj, pa so trakovi tam. Trakovi za vleči ja, tele. Pač conveyor belt. Druga stvar je, da ga bova pa oblekla. Z vsemi zapetimi paščki sva oddala prtljago in se počasi vkrcala na letalo. Še en nasvet. Včasih so check-ini za letalo na samem letališču za doplačati. Ne pozabiti preveriti kakšen dan prej pri vaši letalski družbi ali je možno narediti check-in na spletu online, ki je zastonj. Kot že omenjeno, sva letela s Qatarjem in te večje letalske družbe se nama dopadajo še zaradi ene stvari. In pa ja, tukaj dobiš malo več stvari, ko prideš na sam avion. Najprej imaš v bistvu tukaj televizijo, da lahko filme gledaš, imajo ful dober izbor. Dobiš slušalke, prav ta velike. Pol imaš tukaj travel protective kit z masko, razkožilom, te zadeve. Pol dobiš dekco za pokrice, da te ne bo zebal in pa še polšterče.
čas, ko te majčken naputrajo. Papica. Evo, dobili smo glavno jed, torej boščance z rižem, solatko in pa še sledico, neko pa na koto. Fino. Kot veste, se v zunj že dela sončen zahod, kar pomeni, da smo že kar nekaj cajt v letalu. Zdaj pa čas za nočka. Pačkat. Dobrodošli v Katarju. Midva se pravkar pristala in imava zdaj v bistvu 9 ur časa za prestop. Tukaj v Dohi je pač ogromno letališče in kljub temu, da je ura polnoč, kot vidite, je veliko ljudi. To letališče tukaj v Dohi je res ogromno, pač imate pa vse živo. Od bazena dejansko se lahko greste kopat, pol je spa center z masažami, fitness center, pol imajo te klasične letališke salone, počivalnice, te kadilnice, mošeje, vse živo, pač ni da ni. Zdaj, če pa ste na malo daljšem letu, vam pa sigurno priporočava, da najdete kakšno to resting room. Imate dejansko take ležalnike, da lahko za ston majčkam pospite oziroma počijete. Drugače pa prej, ko so opozarjala, da se dobro oblečite zaradi tega, da vas na letalu zebali. No, na eno letalo ni zebali, nama je bilo še celo malo toplo, ampak tlele, Arabci, ti so pa čist nori. Oni toliko nabijajo te klime, da je naja začeli zebsti in sploh nimajo več kaj gordat, kaj je toliko mrz. In je največji šok, ker ven, ko smo z letala prišli, je bilo ponoč, kdaj smo pristali? Okoli polnoči je bilo 36 stopinj. Ja, in potem prideš noter na ledenico, tako da idealno za prehladiti. Ja, pa v bistvu praktično bundo bi rabo, no, hlele. Drugo ti ne pomaga. No, pa gremo še nazaj spet malo na potovalne nasvete, sploh za tiste, ki ste prvič malo bolj daleč, a ne? Zna se zgodi, da boste imeli več prestopov. Midva imava pač en prestop in zdaj je odvisen od letalske družbe. Lahko, da boste mogli v bistvu svojo prtljago na tem vmesnem postajališču dvigniti in jo v bistvu spet check-inati oziroma prtljago spet dati na ta drug letal. Nekatere letalske družbe, ali pa odvisno od leta, bojo pa to že avtomatsko same naredili. Tako da dejte vprašati, preden greste na ta prvi let, kako je s prtljago. A jo morate pobrati pa check-inati, ali bojo oni to vse sami izrihtali, tako da vam slučajno ne bo šla. No, ko smo že lih pri prtljagi, pa v bistvu, ker imajo letalske družbe zadnje cajte toliko problemov in pač ful zgubljajo kovčke, bi pa dala rada še en nasvet. Midva sva se prav vse najne cune zložila v te packing cubese in v bistvu vsak ima 3 packing cubese. In odločila sva se, da si en packing cube izmenjava med sabo, tako da v bistvu neki mojih cun je v njegovem ruzaku in neki njegovih cun je v mojem ruzaku. Tako da v bistvu tudi če na cilj pride samo en najin ruzak, pač ta glaven, bo vsak izmed naju imel neki noter za obleč, tako da, ja, to je zelo fajn. Poleg tega pa sva še v ročno prtljago vzela toaletno torbico, eno kratko majico, ene kratke hlače in pa pač spodnje perilo, kar bo pa 100% prišlo na cilj. Pa tako, no, da smo malo na varni strani, pač tudi če karkoli pride tist 1-2 dni, bova že izdržala pač s tem, kar imava s sabo. No, tako pa letimo že na ta drugem avionu iz Dohe do Džakarte. Tukaj imamo pa v bistvu malo bolj tak modern televizor, ko boš ti kamero na stran. Imamo polštrček, pa v bistvu dekco smo dobili, pa smo dobili pa talele gift basket. In imaš noter štucke, čepke, tolele za oči. Ja, za spat. Pa še zobno ščetko, pa zobno pasto, da nam na v zost smrdi. Ampak najboljša fora pa je, da imamo tudi kamero. In lahko skozi spremljamo avion, tako da tudi če ne sediš pa okno, vse vidiš, a ne? Vse vidiš, ampak itak je vse brčast, tako da se nič ne vidi. Pončo v Aziji! Pončo v Aziji! Prispela sva, zdaj moramo pa sam še čez tele vse kontrole, pa še ruzake te velike moramo prevzeti. Covid pogoje so pregledali, zdaj moramo pa vizo pridobiti. Bolj fora je, da tukaj najprej plačaš, potem greš pa še v vrsto, ki je čez, šele prevzeti vizo, a ne?
Evo, zdaj smo vizo kupila, stane $35 po osebi in velja 30 dni. Včasih pred pandemijo COVID-19 viza ni bila potrebna, pač za slovenske državljane, zdaj s COVID-om so jo pa nazaj uvedli. Dobila sva vizo. Ja, sicer indonezijska birokracija je kar huda, čakala sva 1 uro pa pol v vrsti, da so vse zrihtala. Pa ne omenjava, da sva že 2 dni na poti in sva konkretno zmatra. Sem mislila, da ob 11 v prenočišču, če bo v polnoči, bova kar srečna. Tako da zdaj greva hitro še po prtlago, pa samo v lepo malo spančkat. Pančat. Evo naju, oba sva dobila ta velike ruzake. Mislim, da lahko zdaj končno rečemo, da se pa road trip z ruzaki začne. Ne road trip, backpack. A ja, backpack. Evo, šla sva si zrihtati še indonezijske SIM kartice, šla sva kar tukaj na letališču v Point Cellular. Kjer smo v bistvu vzeli SIM kartico od Telkomsela. Je v bistvu najdražja, ampak je tudi najbolj pokrije signal, tako da pač, ja, midva se na podlagi tega odločila, ker res hočeva imeti podatke vse povsod. Tega modela najte, on vam bo vse zrihtal. Pa še ena zelo pomembna stvar, ko boste zbirali SIM kartico, gledajte, da boste vzeli flash data. Pač gre se samo zaradi tega, da jo boste lahko po celi Indoneziji uporabljali. Velike, ki delajo samo lokalno, recimo samo na Javi, ne bo vam pa delali na Baliju. Če vzamete flash, pač SIM kartico, vam bo delali posod. No, vse počas bova pa zaključila s vsemi temi opravki. Vse, kar še ostane, je, da prideva srečno do hotela. Hotel imava rezerviran skoraj v centru mesta, v bistvu zelo blizu te Gambir glavne postaje. Ja, to je tudi primerna točka, da majčkeno še poveva, kar se Jakartinga javnega prometa tiče. Dela samo do 11 zvečer, tako da to za naju ne pride v poštev, ker je pač ura že polnoč in več. Načeloma drugače se vam najbolj splača z vlakom. 2017 so zgradili posebno novo linijo metroja, vlaka, kakorkoli pa že, ki vas pripelje do centra mesta, do poceni prenočišč. Zdaj, če ste kaj kasneje, se vam pa potem najbolj splača taksi. Prvič zaradi tega, ker po noči ni take gužve, kakor je srednjeva, ker to lahko rabiš tudi 2-3 ure, da prideš v center, zelo po noči v pol urce pa bova. In če boste šli na taksi, midva priporočava, oziroma tudi ostali popotniki priporočajo podjetje Bluebird. Bluebird je za razliko od klasičnih taksi služb preverjena in zaupanja vredna firma. Kot neke vrste azijski Uber. Vsi vozniki in tablice avtomobilov morajo biti registrirani, poleg tega pa že vnaprej točno veš, koliko te bo prišla vožnja. Nobene potrebe po cenkanju. Vse to pa pripomore k temu, da je veliko manjša možnost, da te nekdo prinese v kol. Pa še aplikacijo imajo super. Druga alternativa pa so dejanske azijske različice Ubera, torej Gojek ali Grab. Prispela smo v hotel, končno. In evo, tole je najina sobica za naslednje 2 noči, ki jih bova preživela v Jakarti. Samo pa dolžna še ena zadnja stvar, preden samo padeva v poslu, in sicer že med potjo nam ste kar malo pisali, se že jezik zapleta, v glavnem, če so lahko kar tako noter prišla brez nekih pogojev v samo Indonezijo. Ja, daleč od tega, pač Indonezija je zelo stroga, kar se tiče vseh teh pogojev, COVID pogojev. Med samo pandemijo, torej praktično 2 leti, je bila Indonezija skoraj čisto popolnoma zaprta in dejansko so sprejemali ljudi samo pod zelo strogimi pogoji, se pravi obveznimi karantenami in podobno. Zdaj so se pa končno odprli in so pač začeli nazaj obnavljati malo turizem. V bistvu to so aktivirali nazaj z majem, torej leta 2022. In ja, kakšni so trenutni pogoji, zelo redno jih updatejo, tako da se tudi pač zelo spreminjajo, dajte sami preveriti. Ampak v bistvu midva, ker sva v bistvu 2-krat cepljena, veljava kot polno cepljenja. To cepivo ni nič time limita, torej ni nič časovno omejeno zaenkrat. Tako da ja, če si polno cepljen, v bistvu lahko vstopaš v Indonezijo brez posebnih pogojev. Vse, kar moraš narediti, da si to njihovo aplikacijo Pelingulingu. Nekaj tasga. Noben ne zna tega izgovoriti, noben. Neko aplikacijo si downloadaš in si pač gor naložiš COVID potrdila in to je to. Če pa nisi cepljen, te pa čaka čist zakompliciran postopek in sicer najprej moraš pred odhodom narediti PCR test.
Potem, ko prideš sem, moraš iti v obvezno 5-dnevno karanteno. 4. dan karantene moraš v bistvu tukaj narediti še en PCR test in če je le ta negativen, lahko potem 6. dan potuješ naprej. Ampak pozor, ni izključeno, da te med karanteno kar ne cepijo. Pač oni so čist pretegnjeni, oni ne sprašujejo, ja ne, oni pridejo lepo z injekcijo, penk in je to. Pridejo v hotel, v katerem prestajaš karanteno in te cepijo, tako, pač nikome ništa, misli si, kar si hočeš, cepljen boš. Jaz upam, da smo vam v tem ničtem vlogu, uverturnem vlogu dala kar nekaj uporabnih informacij. Če vas še karkoli zanima, seveda napišite spodaj v komentar. Kot rečeno, to je ničti vlog, šele jutri začnemo res ta pravo popotniško serijo po Indoneziji in sicer z glavnim mestom Džakarta. V naslednjem vlogu sva rekla, da morava kar štartati s tradicionalnimi indonezijskimi jedmi. In seveda potem v vseh nadaljnih dneh boste spremljali po najinem backpacking tripu po celi Indoneziji, od v bistvu otoka Java pa vse do Balija. Dobrodošel v Aziji, Ponč! V glavnem, če vas zanima, kaj bova počela v Indoneziji, se naročite na najin YouTube kanal, je zastonj, pa čist nič ne grize, pa v bistvu tako ne boste zamudili vseh nadaljnih dogodivščin. Pa ne pozabite všečkati ta video, nama bo ful veliko pomenil. Tako da ja, se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau! Čau, čau! Moram do naslednjič gruntati, kako se reče čau, čau po indonezijsko, da smo po indonezijsko Boli. Prav, lepo bote. Čau! I can hide